Apostolska dela. Reci svojemu sosedu, čas je, da živiš apostolska dela. Haleluja. A veste, da apostolska dela sploh niso končana? To sploh ni končana knjiga, ker je Luka, ki je pisal, je rekel, to je začetek tega, kar je Jezus začel delati. Se pravi, da se zdaj nadaljuje. To se nadaljuje v tvojem življenju. Haleluja. In Bog nam je govoril v začetku leta, da gremo čez apostolska dela. Se pravi, zakaj gremo čez to? Je zato, ker Bog hoče to replicirati v našem življenju. On hoče, da Božja beseda, ki jo poslušamo, da ji damo zraven vero in pol jo lahko udejanjimo. In ne vem, kako se ti počutiš, ampak meni se zdi, da ljudje ful rabijo, morajo ful doživeti Boga danes. In v bistvu ful težko nekoga prepričaš brez svetega duha. Ful težko. V bistvu rabiš res Božjo moč s sabo. A se strinjate? Kolikrat si se z nekom kaj prerekel in kregel glede evangelija in mu hotel dokazati in enostavno ne deluje, ker rabiš Božjo moč. In dajmo si pogledati, zdaj smo v 14. poglavju. Podobno se je zgodilo v Ikoniju, šla sta v judovsko shodnico in govorila tako, da je velika množica Judov in Grkov sprejela vero. Haleluja. Se pravi, oni da sta v 13. poglavju glih imela ful prebojenje in zdaj prideta v nov kraj, ker so jih tam preganjali in sta utresla prah in sta šla v nov kraj. In kaj se zgodi? Spet. Tako govorite evangelij, da velika množica Judov in Grkov sprejme vero. Haleluja. Amen. Ne se to zgodi v Ljubljani in v Sloveniji. Tisti ljudje pa, ki so vero zavračali, so začeli hujskati in ščuvati pogane proti bratoma. Kljub temu sta tam ostala precej časa in pogumno pridigala z zaupanjem v Gospoda, ki je potrjeval besedo svoje milosti tako, da so se po njunih rokah dogajala znamenja in čudeži. Sprav, tukaj vidimo par ključev. En ključ je, ko si ti preganjan, veš, da nekaj prav delaš. Okay? Če si preganjen zaradi Evsa, se ne sekirati. Veš, da nekaj prav delaš. In v bistvu Sveto pismo pravi, kdor hoče živeti pobožno, bo preganjen. Čuden je, če te nikoli nobene preganja. Živiš ali v narodu, ki je čist transformiran, ali pa pridigaš nek svoj evangelij, socialen, ki je vsem všeč. Ampak one dva sta pridigala evangelij, tako da so se čudeži dogajali in ljudje so jih preganjali. In kaj sta one dva naredila, ko so jih začeli preganjati? Ratala sta še bolj pogumna. Haleluja. Amen. Reci svojemu sosedu, bod pogumen. Ko si preganjan, ni čas, da narediš kompromis. Ko si preganjan, je čas, da si pogumen. Haleluja. Amen. Look, you need translation, you're fine. Se pravi, čas, da si pogumen. Kako pa rataš pogumen? Kaj ste naredila? A vidite v tej vrstici, kaj ste naredila, da sta ratala pogumna? Zaupala sta Gospodu. Haleluja. In to je pa največja bitka na zemlji. A boš ti zaupal Gospodu? Haleluja. Ko si preganjan, misliš, ma kje je zdaj Bog? Ko se ljudje proti tebi razmišljaš, kako, ni Bog z mano, zakaj mi nič ne gre? Zakaj sem pod enimi napadi, zdaj pa pritiski? A boš zaupal Gospodu? Amen. A res, vpraš se, a zaupaš Gospodu? Res. A za neki že ful dolg moliš, pa se ni zgodilo. Vpraš se, a zaupaš Gospodu? Jaz včasih neham zaupati Gospodu in mislim, da zaupam, ker samo citiram Biblijo, ampak v srcu se pa vojna dogaja. A še zaupaš ali ne zaupaš? In če zaupaš Gospodu, pa si lahko pogumen. Amen. Ti se lahko delaš, da si pogumen, ampak če ne zaupaš Bogu, boš izgubil ta pogum, ko bo preganjanje vztrajno proti tebi. In zdaj, če hočeš vztrajati in biti pogumen v teh časih, ki so pred nami, ko poslušaš ful slabih novic,
Kaj je ključ, da ostaneš pogumen? Da zaupaš Gospodu. Zato ful bod previden, kako gledaš novice, kako se s prijatelji pogovarjaš, o čem se skozi pogovarjaš. V bistvu, če se mi ful veliko pogovarjamo o stvareh, ki niso Božja beseda, bomo imeli ful malo moči. V bistvu najna naloga je, da čim več debate usmerva v to, kar Božja beseda govori in deluje. Zakaj? Poglej si, ker Bog je potrjeval svojo besedo. Haleluja. Poglej si ki je potrjeval besedo svoje milosti tako, da so se po njunih rokah dogajala znamenja in čudeži. A ni to fenomenalno? To je tretja vrstica. Se pravi, Bog ne more potrjevati nekaj, kar se midva kregava z ljudmi, kdo ima prav. Ampak če midva govorijo besedo Božje milosti, haleluja, pol pa lahko Bog to potrjuje. Amen? Mene v bistvu ljudje imajo ful močno izoblikovana mnenja v tem, kar se v svetu dogaja in imamo ful polarizacije danes na svetu. Eni so ful na eni strani, eni so ful na drugi strani. In problem je, recimo zame kot kristjana, da probam vse nekam drugam usmeriti, ker to sploh ni moj klic. Moj klic je, da jih na Jezusa obrnem. To je moj klic, pa tvoj klic. Najin klic ni na levi, na desni, za ali proti. Najin klic je, da obrneva ljudi na Jezusa, da jim oznanva evangelij Božje milosti. Haleluja. In Božja milost je pa Božja moč, da na kjerikoli strani si boš najdel Jezusa in boš osvobojen. In pol boš čist drug nivo boš, ti boš nad tem. Recimo, mi včasih šahiramo in tam imaš bele pa črne figure, ampak ti nikoli ne smeš šahirati s hudičem. Vedno pa je en korak nad njega, haleluja. Amen? Ne se z njim spuščati v šah, Bog nad njim. Zato je Pavel rekel, jaz sem za Grka Grk, za Juda sem Jud, za cepljenega sem cepljen, za necepljenega sem necepljen. Nima veze, haleluja. Bog nad tem, haleluja. Jaz sem se zadnjič z očetom ful skregel, pa sem si že rekel, ne bom se z njim kregel. Se to ni dolgo trajalo, 2 minuti. Ampak že ko smo na obisk prišli, sem vedel, kaj bo on od mene zahteval. In se odločil, ne bom se z njim pogovarjal o tem. Ker nisva pač glih na isti strani. In pol je pač načel te teme in sem se nekako izmikal in pol sem že not padel v debato. In pol sem že jaz začel svoje mnenje deliti, on svoje in pol nisva nikamor prišla, oba sva ratala bolj glasna, bolj zasopla, bolj rdeča obraz. In pol sem se hitro umiril, sem rekel, pa kako si spet not padel? A nisi mogel ostati lepo ven iz te kante črvov. Spet se v kanto s črvi not padel. In pa sem šel hitro ven in sem začel malo moto v jezikih, malo sem pač bolj na smeh probo izoblikovati na svojem obrazu. Ker v bistvu mimika tvojega obraza je ful pomembna. Če ti govoriš enemu, v brvi se ti dol obrnejo in mu začneš težiti, da ga ima Bog rad, ti nov verjel. Ful nov verjel. Ali bo pa mislil, da ta ljubezen je ful nasilna. Bod prijazen. Amen, gom, Bog te mrad. Amen, kotički pri očesih se ti nasmajo, v ustih, haleluja. Naenkrat človek se počuti dober, haleluja. On se počuti sprega, to je beseda Božje milosti, ki mi jo oznanjujemo. Amen. In pa sem očetu, nekako sem ga probal ven iz tega pripeljati in ko sem videl, da se še on malo boš počutil, sem rekel, oče, lej, vse. Na koncu bo oba umrla, haleluja. Slejka pa. En prej, en kasneje. Mogoče čez par desetletij, mogoče danes jutri, kdo ve. Ampak važno je, da veva, kako bo umrla. Kako se bo z Jezusom srečala. A sva verjela, da je on najrešitelj, da je on umrl na križu in vstal od mrtvih, haleluja. Da je on odnesel vse moje grehe na križ in da sem zdaj vstopil v njegovo kraljestvo, da sem upravičen, ker verjamem v njega. In pa je rekel, strinjam se in sem bil ful vesel, haleluja. Sem bil ful dobre volje po. Vse drugo mi ni bilo pomembno, haleluja. Amen, dajmo tako živeti, amen. Dajmo govoriti besedo Božje milosti ljudem in Bog jo bo potrjeval znamenji in čudeži. Amen. Bog ne more potrjevati besedo prepira in zakona znamenji in čudeži. Bog bo potrjeval besedo svoje milosti znamenji in čudeži. Amen.
ko si ti poln Jezusa, ko ljubiš ljudi, ko Bog čez tebe deluje, haleluja, pričakuj znamenja in čudeže. Amen. In to si noben ne more zaslužiti, zato rabimo Božjo milost. Haleluja. In zdaj poglej naprej. 4. Med mestnimi prebivalstvom je nastal razdor. Eni so držali z Judi, drugi pa z apostolima. To je res, ful podoben kot danes, a ni? Ful, skozi smo ene razdore. Ljudje ful težko držijo skupaj, ker so dali stvari pred ljudi. Ti nobeno stvar ne smeš dati pred človeka. Človek je ful bolj pomemben, cerkev, katerakoli politika. Ok, pustimo zdaj to, da recimo eni ljudje verjamajo v Božjo besedo, drugi jo negirajo. Valjda, da moraš povedati, kaj je prav, kaj je resnica, ampak vedno to dela v milosti, haleluja, vedno v ljubezni, haleluja. Se pravi, velik razdor. Tedaj so se pogani in Jude svojimi voditelji namenili, da apostola mučijo in kamnajo. Wow, to pa je preganjanje, amen? To pa ni samo, zdaj morate nositi maske, ampak naenkrat, ko se s tabo, a se predstavljaš, da če se država z nami ne bi strinjala, da bi nas začeli mučiti pa kamnati. To pa je preganjanje, amen? Mal drug nivo, ampak a je to ni okej? Kako sta se one dva odzvala na namero vlade? Se pravi, odločili so se, mučili vas bomo in kamnali, zato, ker se ne strinjamo z vami. In kakšen je bil njun odziv? Dajmo si pogledati. Apostola sta to izvedela, zato sta se zatekla v mesta Likaonije, v Listro, Derbo in sosednje kraje in tam oznanila evangelij. Haleluja. One dva sploh nista hotela sodelovati v teh prepirih, ampak sta šla spet v drug kraj. Amen, ful pametno. Včasih je bož, da se umakneš, kakor da se konfrontiraš z vsako situacijo. Jaz sem se to v doma naučil. Dom planira prijeti, Dom Veter, Palinda planirata prijeti konec septembra spet med nas. Molimo za njih, da jim Bog da modrost, kako potovati in tako naprej. Ampak jaz sem se od njega naučil. On prav, glih, ko sem imel ful enih prepirov in ful enih ljudi je bilo proti meni. In on je rekel, Klemen, pač, ti se sam odločil, v kere bitke se boš spuščal. Jaz ne grem v vsako bitko, jaz ful dobro razmislim, v kero bitko se bom vključil, v kero ne. In sem rekel, ful dobro je. Amen? In to je dobro, haleluja. A veš, ljudje pravijo, če se jaz nam boril zase, kdo se bo boril za me? Ja, Bog, haleluja. A nimaš Boga, ali kaj? A ni Bog rekel, moje maščevanje, jaz povrnem. Ampak po moje, da ne izkusimo dosti tega, kar sami hočemo, kar se sami borimo zase. Boljše, dajmo prepustiti Bogu, amen? Res, bod ful razmisel, dobro, v kero bitko se splača iti, v kero se ne splača, haleluja. Gremo naprej. V Listri je živel mož. Se pravi, zdaj čim sta zapustila to okolje, ki jih je hotel še bolj potegniti v politiko in v nasprotovanja, čim gre ta v nov kraj, se spet zgodi čudež. Rec svojemu sosedu, čudež je sam na drugi strani. Haleluja. In je se rekel, sam na drugo stran vrš mreže. Razumeš, da si ful, včasih moraš samo en korak v drugo stran narediti, haleluja. Ne skozi delati isto, haleluja. Ne skozi isto odgovarjati ljudem, haleluja. V Listri je živel mož, ki ni imel moči v nogah, bil od rojstva hrom in nikoli ni mogel hoditi. Sedel in poslušal Pavlove besede. Pavel ga je premeril z očmi in ko je videl, da ima vero, ki bi ga lahko rešila, mu je zaklical z močnim glasom. Vstani! Postavi se na noge. In mož je poskočil in hodil. Ko so množice videle, kaj je storil Pavel, so povzdignile glas v likaonskem jeziku, govorile bogova v človeški podobi. Se pravi, Pavel je oznanil spet kaj? Evangelij, haleluja. In človek je samo poslušal ta pravi evangelij in je imel vero, da lahko hodi. Človek nikoli ni hodil. Amen? To je pravi evangelij, haleluja. Amen? Jaz te vem, če poslušaš danes evangelij, Jezus te hoče odrešiti greha, bolezni, siromaštva, nadlog, prekletstev, zaskrbljenosti, strahov, haleluja. Evangelij je najbolj super novica, kar obstaja, haleluja. Bog hoče biti tvoj oče, on hoče živeti v tebi, ti si lahko njegov sin. Zadnjič sem se z enim človekom pogovarjal, ki je že ful stvari narobe naredil. In
sva se dobila in hotel me je nekako prepričal, da je zdaj na pravi poti. In rekel, zdaj bom pa res delal za Boga. Pa sem mislil, okej. In pol spet par stavkov, ne, zdaj bom pa res ful, sam za Boga bom delal. In pokaj je še tretjič rekel, da bo delal za Boga, sem si mislil, pa kva si ti sužen ali si Božji sin? Ali si ti Božji sin? Ali si tam en klošar, ki moraš zdaj ful garati, da ga bo Bog sprejel nazaj? In to nikoli ne deluje, ker nikoli ne boš dosti dober. Če hočeš delati za Boga, boš vedno v problemi. Bo traj njegov otrok. Amen? Bo trajš Božji sin. Saj nisi hlapac v Božji hiši, da moraš zdaj garati za Boga. Ne rajš Bog čez tebe dela. Amen? A veš, da nagrajen boš samo za te stvari, ki jih je Bog čez tebe naredil. Vse, kar si ti delal za njega, zato da bi nekaj zaslužil, dokazal, bo vse zgorelo. To sploh ne bo obstal na sodbi vernikov. Na sodbi vernikov bo samo dela, ki jih je Sveti Duh čez tebe naredil. Zato boš nagrajen. Za vse ostalo, to bo zgorelo. Kar ko si Švico se trudil, da bi dokazal sebi ali drugim ali Bogu, da si zdaj pravičen pa dosti dober, to bo vse zgorelo. Kar ko si pa iz vere delal, ko imaš rad Jezusa, pa je on, če s tabo sodeloval, to boš pa vse nagrajen, tudi če si samo kozarc hladne vode dal nekomu, zato ker je Jezus učenec. In kaj se je zgodilo? Človek je slišal besedo evangelija in je imel vero, wow, to je pa zame, jaz lahko hodim. Amen? A si predstavljaš to? Sploh še Jezusa ni sprejel. Sploh še ni se spokoril za svoje grehe. Kaj je to Pavel pridigal? Škoda, da nimamo vse v kakšnem video zapisu, da bi lahko zdaj to gledala. Ampak lahko si sam predstavljaš. Pavel govori evangelij, človek ima naenkrat vero, da lahko hodi. Se pravi, da je Pavel mogel povedati, da Jezus hoče ozdravljati ljudi zdaj, haleluja. In človek je takoj skočil, vstal in skočil, haleluja, in začel slaviti Boga. In pogledajte, kaj se je zgodilo odgovor. Ko so množice videle, so jih začele slaviti za Boga in to so bili ful pogani. Duhovnik v svetišču Zevsa je takoj proglasil Barnabo za Zevsa, Pavla za Hermesa in so jih hoteli slaviti. In spet sta si mogla novo obleko raztrgati. Spet, Pavel je v bistvu, on je zdaj na drugem mestu. Barnaba se najprej omenja pol Pavla. Pavel je šele dobro začel svojo službo. On je šele v 2 poglavjih nazaj, ga je Barnaba najdel, ker Pavel je 14 let se pripravljal v puščavi. Ker se je spreobrnil, je takoj začel pridigati, sami problemi so bili. Vsi so ga hoteli ubiti, preganjali cerkev in potem ga je Bog umaknil in ga je ful učil. In če 14 let pride nazaj, Barnaba ga najde in on je zdaj v bistvu šele začel in se že vse živo dogaja. Že ful čudežev, par mesecev je že spreobrnil. Zdaj ga imajo za Boga in spet se mora raztrgati ta novo Armani obleko. Mama bo ful huda. Ampak pač hotel je pokazati, da je sam človek, da one dva nista bogova. Da sta sam navadna človeka. Amen? Zato nikoli ne častiti nobenega človeka. Amen? Koliko Slovenci ima radi, tako da je en nek velika faca, ker če bo on molil, pot se bo pa dogajalo. Če bo on pozab, haleluja. Zato sem jaz danes rekel, ko smo molili z oljem, da jaz sem samo kontakt danes, haleluja. Ampak jaz sploh ne bi danes molil nad vsakim z oljem, če ne bi že prvi ali drugi pesmi to v duhu videl. In pol je še Carol pri zadnji pesmi to umenila in haleluja, razumete, da je Sveti Duh on je v prvem planu, ne Klemen, ne Carol, ne noben človek, haleluja. In jaz sem enkrat sanjal, da smo šli na sladoled. Jaz sem ene par sanj tako, ki mi je Bog že potrdil, ta se še ni izpolnila. Ampak veš, daj so sanje od Boga. In sem sanjal, kako smo šli na sladoled. Ene par nas je bilo tukaj iz cerkve. In pol so nas tako zagledali eni ljudje, ene 300 metrov, 200 metrov stran. In so rekli, lej, čudotvorci so tam. In pol so začeli teči proti nam. In mi smo bežali pred njimi, ker smo hoteli imeti malo miru. Mi smo hoteli malo se vdahniti. Ker toliko se je dogajalo cerkev. Toliko nas je Bog uporabljal, da še na sladoled nismo mogli iti. In smo imeli poln kufer ljudi in smo hoteli imeti malo miru. In tako kot Jezus, on je dostkrat šel ful na
odmaknen kraj, kjer ni nobenega, ki so mu skozi težili. Cerkev, to je pravi evangelij. Amen. Da ljudje za nami hodijo, pa nam težijo, da molimo za njih. Amen. To je ta pravi evangelij. Zato namesto, da ful ljudem težiš, probi biti toliko poln Svetega Duha, pa govori o Božji milosti, da bojo samih tebi hodili. Haleluja. Poglej zdaj naprej. Se pravi, strgajte si oblačila in pravita v 15. vrstici, možje, kaj počenjate? Tudi midva sva samo človeka, ki čutiva podobno, kakor vi. Oznanjava vam evangelij, da bi se obrnili proč od teh ničevih reči k živemu Bogu, ki naredil nebo in zemljo in more in vse, kar je v njih. Se pravi, Bog hoče, kako Pavel poganom pridiga. Prav, obrnite se stran od ničevih stvari. Se pravi, stvarstvo, Bog je ustvaril zvezde, on je vse ustvaril. Ne slaviti zvezd, haleluja. Ne slaviti stvari, haleluja. On jim pravi, to je nič, obrnite se k živemu Bogu. Amen. To je pravi evangelij. In koliko ljudi danes v cerkvu ne more živeti brez horoskopa, recimo. Ne more živeti brez astrologije, brez raznih. To so ničeve stvari. Ne te povem, če si odvisen od horoskopa, zažgi ga. Prvič, ko ga boš hotel prebrati, da je firecajt po njega. Če ga imaš na spletu, ga zbriš dol ali karkoli. Ker to so ničeve stvari, žalaš Boga. On je ustvaril zvezde. Raj se pogovari z njim, ki je ustvaril zvezde, kakor zvezdam. Amen. Ker stvarstvo, čim nekaj častiš, ki je človek ustvaril, ali je to nek kip, ali je to nek predmet, ali je to nek planet, ali je to nek človek, si čist zamočil, haleluja. In prav, obrni se raje na živega Boga, haleluja. V prejšnjih časih je dopuščal, da je vsak rod hodil svoje pota in vendar ob tem sebe ni pustil brez pričovanja. Se vam je izkazoval dobrote z neba in je pošiljal deževje in rodovitne čase, dajal vam je hrano in vam srca napolnjeval z veseljem. Se pravi, on govori, koliko je Bog dober. Čeprav smo vsi delali narobe, je on še vedno dober. Amen? Še vedno nas je blagoslavljal, imamo za jesti, imamo za piti, on je z nami, haleluja. S temi besedami sta komaj obranila množicam, da ima niso opravili žrtveno daritev. Tedaj pa so prišli Judje iz Antiohije in Nikonija. Se pravi, zdaj so prišli Judje iz prejšnjega poglavja, kjer so jih preganjali in iz kjer sta oni dva iz 13. poglavja pobegala v 14. In oni so jih zdaj spet najdeli. Haleluja. Razumeš, preganjene te bo vedno najdel. Vedno te bojo najdeli. Zato nehi bežati, amen? Sooči se, haleluja. Če bi rad živel brez preganjanja, pa moraš umreti. Ker dokler si na zemlji boš preganjal, to se moraš s tem soočiti. Samo tvoj odziv lahko spremeniš. In tvoj odziv bo pa določil, koliko kvalitetno bo živel. Se pravi, ker si naslednjič preganjen, ker te ogovarjajo karkoli, če ne boš vam padel, se imaš lahko ful dobro. Zato Jakob rekel, veselite se, kadar vas preganjajo. Veselite se, ker ste v preizkušnjah. In Matej 5:11 prav, veliko bo vaše plačilo v nebesih, kadar vas preganjajo. Se pravi, ti moraš vedeti, vsakič, ko si preganjan, je tako, kot da si na tomboli zadev. Je, wow, zdaj imam priliko, da še več nagrad dobim v nebesih. Amen? Jaz mislim, da če narobe odgovoriš, si lahko uničiš te nagrade. Če se pa veseliš, haleluja, si pa to vse Bogu predal. In kaj bo on naredil? Je nagradil te bo. Amen? On ti nič ne ostal dolžen. Se pravi, iz Ikonija, pridobili so množice ter kamnali Pavla in ga odvlekli iz mesta, misleč, da je mrtev. Okay? Se pravi, tukaj je beseda, ki nekaj ustanoviš kot dejstvo. Oni so prečekirali dejstva in so videli, da je mrtev. Se pravi, Pavel je kumi dobro je začel svojo službo, prišel je v 2 mesta in zdaj je že kamnan. Ker moraš vedeti, kamnanje, to pomeni, da si na smrt obsojen. To je, zvlečejo te ven iz mesta, kamnate in padeš mrtev in te ni več. In Pavel je tam bil, oni so videli, da je mrtev in so šli nazaj. Se pravi, te iz prejšnjega poglavja so Pavla najdeli, so ga ubili in so šli nazaj v svoje mesto. In lahko bi rekel, imel je kratko kariero, ampak vsaj dober je umrl. Ne, zakaj ne? Zakaj Pavel ni ustal mrtev? A veste zakaj? Zato, ker so bili v tem kraju učenci Jezusa Kristusa. Amen?
ko gremo čez apostolska dela, eno stvar vedno opazimo, da niso bili apostoli glavne face. Ne, če ste karkoli opazili vseh teh pridigah, je to, da cela cerkev deluje v znamenjih in čudežih. V bistvu včasih so bili apostoli skriti v Jeruzalemu, cerkev je pa šla ven. Navadni učenci Jevsa so pa začeli nove cerkve, druge, oni so pa še vedno bili skriti v Jeruzalemu. In pa so šli ven in so pol ustanavljali cerkve, kjer so že pred njimi šli učenci, znamenji in čudeži delovati. In tukaj bomo isto stvar videli, navadni učenci Jevsa so človeka obudili od mrtvih. Haleluja. Recimo mu v sosedu, to si ti. Haleluja. Hvala ti, Jezus. 20. vrstica, toda, ko so ga obstopili učenci, a lahko rečeš učenci? A ni to the best, haleluja. Ne piše veliki apostoli, ne piše voditelji cerkve, ne piše starešine in teologi. Ne, učenci, haleluja. Učenci so ga obstopili, haleluja. A si ti Jevsa učenci? Amen. Če si sprejel Jevsa za svojega rešitelja, si postal Jevsa učenc oziroma sledbenik. Zdaj ti slediš Jevsu. Amen. On je tvoj gospod, ti si pa njegov učenc, haleluja. Si Božji sin, ampak si učenc Jevsa. Če ne bi danes poslušal v nedeljo zjutraj Božje besede. Raje bi doma ležal v postelji ali pa šel na Šmarno goro, haleluja. Tako si pa v tem ful prijetno klimatiziranem prostoru, haleluja. Haleluja. Poglejte, kaj se je zgodilo. To, da ko so ga obstopili učenci, so začeli jamrati in sklicali post in poklicali še 1000 ljudi po celem svetu, da molijo za Pavla. Ne, nič niso naredili cerkev. Poglej, kaj so naredili. So ga obstopili učenci, je vstal in šel v mesto. Sprav, oni sam, ki so okoli njega stopili, je človek vstal od mrtvih. Amen, kakšna moč. Amen. A verjameš, da je to možno danes, haleluja. Da sam kamorkoli mi pridemo, se čudeži dogajajo. Amen, dajmo to verjeti, cerkev. Amen, dajmo verjeti, haleluja. Ko bomo imeli koncert v torek, dajmo verjeti, da sam, ko smo mi tam, se bo čudeži dogajali. Lahko sploh, da nam treba moliti za ljudi. Oni tle sploh niso molili za Pavla, sam zraven so prišli in je človek vstal od mrtvih. Amen. A je to cerkev? Amen. Haleluja, hvala ti, Jezus. In kaj je Pavel naredil? Vstal je in šel v mesto. A je fanatik ali ni? A je Pavel, ali ima samo morilske tendence, ali jaz ne vem, ali se je toliko zelo hotel umreti za Jevsa, ali je pa res, pač hotel jim dokazati, da tudi ubiti ga ne morajo, haleluja. Ker sem dostikrat razmišljal, če bi jaz bil Jevs pa vstal od mrtvih, jaz bi najprej k Pilatu prišel. Rekel, Pilat, hej, halo, si mislil, da me lahko tako pospraviš, haleluja. Amen, ful bi se hvalil pred vsemi unimi farizeji, kje ste zdaj, fanti, haleluja, me bo kdo prijel, a me lahko zdaj prebodaš, haleluja. Ampak ne, Jevs je drugačen, vemo, zato, ko on se ne dokazuje. In verjamem, da tudi Pavel ni šel v mesto zato, da bi jim zdaj pamet ulil, ampak po mojih je imel tokrat, haleluja. Amen. On je imel tokrat te ljudi, ki ga preganjajo, da glikar so ga ubili in je šel nazaj do njih, haleluja. Amen. Glikar šel nazaj, haleluja. Amen. Je rekel, to pa nam zamudil te prilike, haleluja. Da videl, da Bog deluje. Amen. Recimo vsedo, čas je, da se hvalaš z Bogom, haleluja. Haleluja. Se hvalaš, kaj Bog dela zate, haleluja. Nič, dajmo moliti. Hvala ti, Oče, za tvojo besedo. Oče, jaz molim, da mi zdaj živimo kot Jevsovi učenci. Oče, da nam nič ni nemogoče. Oče, molim, da se veselimo, kadarkoli smo preganjeni zaradi tvojega imena. Jaz molim, da se ne zagrenimo, da ne odpadamo od Božje milosti v razne debate in probleme tega sveta, ampak da ostanemo nad nivojem tega sveta, da ostanemo v Božji milosti in služimo ljudem na način, da bojo lahko prišli k Jezusu, haleluja. Da bojo videli, koliko je Bog dober, haleluja. Koliko jih ima rad, haleluja. Jaz molim, Oče,
da smo takšna luč na zemlji, Oče, da bo vsak Slovenc vedel za Tebe, haleluja. Da bojo videli, ko se z nami srečo, Bog je živ, haleluja. Hvala Ti, Jezus. Hvala Ti, Jezus. Oče, jaz molim za vsakega, ki je kjerkoli ujet v raznih malikovanjih, Oče. Oče, molim, da se mu Ti razodanaš. Molim, da Ti zasvetaš nad vsakim človekom, ki išče Boga v napačnih stvarih, haleluja. Molim, da se in Ti razodanaš, haleluja. Da Tvoja slava deluje, haleluja. Kličemo odrešene od severa, juga, vzhoda, zahoda te dežele, haleluja. Oče, molimo, da v teh časih, ko ljudje, ki jim srca omahujejo, da pridemo mi z Božjo milostjo in evangelijem, ki osvobaja ljudi. Hvala Ti.